Evina, lepotilnica. Drage punce, dragi fantje, dobrodošli spet na mojem YouTube kanalu. Jaz sem Eva, lepotna in modna vlogerka in tole je bil definitivno eden izmed bolj strašnih uvodov, odkar jaz vlogam. Nisem hodila reči prehlajena, če preveč govorim, začnem kašljati, tako da če bom kakšne čudne zvoke spuščala, se opravičujem. Ampak tale video se ful veselim posnet, zato me pač prehlad ni preprečil, da zdajle snemam. Približujem se torej noč čarovnic, tudi tale moj kotiček za mano se je že preoblekel v ta duh. In jaz sem se odločila, da ti torej pokažem, kako na obrazu ustvari tako zares grdo, veliko, odprto rano. Dejstvo je, da res zelo preprosto, tako da če boš res pozorno gledala tale video od začetka do konca, ti obljubim, da boš potem znala točno tako rano ustvariti tudi ti, ker je res easy peasy, ne rabiš neke velike stvari in postopek je ves čas enak, tako da boš potem lahko po mili volji delala rane in na roki, in na vratu, in na obrazu. Brez veze vsak let zapraviš ne vem koliko denarja za te pustne kostume, za Halloween maske, ker pač stanejo, a ne? Z malo kreativnosti pa lahko počečkaš sebe in še vse svoje prijatelje. Tako da nič, evo, jaz imam pripomočke pripravljene, tako da kar gremo v video. Prva stvar, kar boš potrebovala, je tak liquid latex, gobice oziroma samo eno, jo bomo potem vzeli ven, in čist navaden robček. Zelo fajn je, da je vsaj še bolj idealno, če je troslojni, ti pa vse razložim zakaj. In zdaj prvo, kar bomo naredili, je, da bomo ta robček izrezali na približno tako obliko. Takole, evo, če si dam na obraz, približno vidiš velikost najlažje. In zdaj, ko imamo to obliko, robček zdaj čist razstav. Se pravi, cilj je, da dobiš samo eno plast tega robčka. Se pravi, ena, tale je moj troslojni, 2 in 3. Evo, takole ga čist razstaviš. In si daš na varno, ker bomo to rabili zdaj mečkam kasneje. In zdaj, evo, se lahko zabava prične. Vzemam tale lateks. Jaz se bom znašla tako, da ga bom dala kar direktno na tole gobico. In zdaj približno narediš dolžino tegale robčka s tem lateksom tudi na obraz. To je v bistvu tako lepilo, ko bo ta robček prilepil, da bo potem stal na tvojem obrazu. Evo, približno sem naredila, vzemam torej prvi sloj robčka in ga samo zalepam na tole lepilo. Tukaj pazi, da bo robček čim bolj gladko se usedel, tako da mogoče moja tehnika je, da ga probaš čim bolj na hitro, torej da ga ne mrcvaraš, ampak samo položiš, da se ti ne bojo delale kakšne take grudice. Aha, pa tukaj mi že odstopa, tako da je res zelo pomembno, da to narediš čim hitrejše. Zdaj razlagam, zato se je tukaj odlepil, ker se ta lepilo res zelo hitro suši. Tako da evo, ponovim vajo še brez da govorim. Tako, evo, zdaj pa stoji. In zdaj, evo, zadevo ponovimo. Ponovno dam na gobico lepilo, da bo malo hitrejša, in ga razporedim po celi tej dolžini in ponovno prilepimo papirček. Potem, evo, jaz tako, kakor lahko vidiš, kar s prstom to tapkam, da se čim bolj prime. Zadevo ponovimo še tretjič in to bo zadnjič. Ponovno nanesemo torej lepilo po celi tej dolžini. Cak, evo, in prilepimo še na tretji robček. Tako, in zdaj počakamo par minut, da se to lepilo posuši. Naslednja stvar, ki jo bomo vzeli, pa je puder. Fajn je, če se čim bolj prilega tvojemu odtenu obraza. Tako da jaz ga bom vseeno malo zmešala z korektorjem, ker sem že sprobala in tale izpade majčkeno temen, v kombinaciji z korektorjem pa je potem kul. Tako da tale je od znamke Deborah. Ta je zelo fajn, ker je bolj tak mat, tako da če delaš to masko, ti bolj priporočam, da vzameš nekega mat, ker se bo tale robček oziroma teli robčki veliko boljš prekrili, kakor s tistim čist navadnim oziroma lahkim pudrom.
Naslednjo zadevo vzamem tole paletko od znamke Makeup Revolution. Ta je sicer namenjena osvetljevanju in konturiranju obraza, tako da ima zelo veliko senčk in lahko zelo super zmešam tole majčkeno svetlejšo in temnejšo in dobim glih ta pravo barvo. In potem evo gremo takole ponovno po celotni dolžini tele naše bodoče rane. Nadaljujemo s tem fiksirnim pudrom, tale je od znamke Avon. Vzamem malo tega prahu, pomočam čopič in nanesemo na predel tele rane, ker bomo v bistvu na ta način preprečili, da bi se tale rana slučajno začela kaj svetati in bi posledično izpadla bolj nenaravno. Tako da evo potapkamo ponovno po celi dolžini. Ok, naslednje sledijo škarje. Zdaj, tukaj je treba biti ful previden. Če te slučajno strah, da se boš porezala po rezu, ne uporabi škarij, ker pač je res zelo nevarno. Ampak jaz sem to že parkrat naredila, tako da me ni strah uporabe, no. Če pa si bolj mlajša, ne uporabi tega, uporabi, ne vem, kaj drugega. Zdaj, naslednjo stvar, torej, ko naredim, je, da bom tale robček takole malce z nohti skupaj dala, da bom potem tudi kasneje lažje zarezala in preprečila, da pač se urežem. Tako da v bistvu delam evo tako črto, tukaj bo tudi potekala ta ranca. Tako in evo zdaj škaricami naredimo tako dolgo črtico. Evo, ko smo razrezali, zdaj izgleda ta rana taka odprta. Naslednja zadeva, ki jo bomo vzeli, je blush oziroma rdečilo. Tale od znamke Trendy Dove Powder Blush, številka 010. In bomo tole našo rano v celoti pobarvali, da bo v bistvu izgledala kot že malo taka opečena. Tako da evo, pobarvaš noter, pobarvaš okoli. Evo, trenutna situacija je takšna, mislim, da zdaj že dobiva tisto ta pravo rana obliko, ampak rane ni seveda brez krvi in ravno to je zdaj na vrsti, Bloody Gel. Tale mogoče majčkeno je svetel, kri ponavadi je bolj temna, ta je majčkeno bolj svetlo rdeča, tako da bomo potem kasneje to še temnile. Ampak začnemo pa evo s tem. Te zadeve, torej in lepilo in kri in še potem imam kasneje eno kri, sem kupila v Magic Shopu. Tam imajo res ful hude stvari za pač te zadeve delati Halloween, tudi potem naprej pusta. Tako da mislim, da vse, kar rabo za ustvarjanje teh maz, boš našla tam. Evo, zdaj pa jaz imam kar en tak čopič za likovno vzgojo. Pomočem ga noter v tole stekleničko in začnem barvati to rano noter v tejle odprtini. Ok, to zdaj je bila kri v gelu, zdaj pa vzamemo še tako tekočo kri. Tukaj si bom pomagala s tako gobico, bom nanesla kri na to gobico in potem utapkala to kri po tejle rani, da bo izgledala kar se da naravno. Zdaj pa nadaljujemo z tole temno rdečo šminko, tale je od znamke Golden Rose. Zdaj bom šla najprej noter po tej rani, da bo tole kri potemnila, ker kot sem rekla, kri je v originalu majčkeno bolj temna. Vzamem tudi tale črn tak, kaj to bo, ščenka in majčkeno s črno pobarvam tudi to, da bo izgledalo kar se da pristno in kar se da naravno. Da bo tale kri izgledala, kakor da res teče, lahko eno kapljico spustiš evo tudi tako, pa pustiš, da se razlije. In tole je torej končni izgled, velika, debela, nagravžna rana.
Mislim, da je izpadla kar ta prava, tako da jaz sem zdaj dobila idejo, da nahecam očja, mamico in Raleta. Me zanima, koga bo prej kam zadela. Tako da jaz se grem slikat, da jih nahecam. Ti pa ne pozabiti v komentar sporočiti, a ti je bil tale video všeč, a ti je preveč grozen, ali bi želela gledati še kakšnega, ker imam še kar nekaj zanimivih idej, ki so po moje še malo bolj strašne kot tale, tako da daj komentiraj. Če ti je bil video všeč, se ne pozabi tudi naročiti na moj kanal, mi slediti na Instagramu in na Facebooku, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica in do naslednjič.